Bog daj, dragi bratje in sestre, dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Posebej pozdravljam bolne in ostarele gledalce. Vsem tistim, kateri nas spremljate preko svetovnega spleta izven lepe naše domovine, pa velja še poseben pozdrav. Lepo pozdravljam vse sestre karmeličanke v Soli in hvala, da sem vaš gostitelj. Spoznali bomo karmelski samostani sestre karmeličanke. Bogu hvala za ta nektar ljubezni in molitev, katero opravljajo za vse nas. Obljubim, da bom danes malo govoril, velja, dragi moji prijatelji. Želim vam dober sprejem. Nahajamo se v središču naše hiše, našega samostana, tukaj ob tabernaklju
ob Jezusu, ob živem Jezusu, ki je navzoč v tabernaklju. Na tem kraju se zberemo 7-krat na dan k skupni molitvi brevirja. Zjutraj imamo tukaj sveto mašo, potem pa se zberemo v kapeli še 2-krat na dan po 1 uro k skupni uri premišljevanja, meditacije, osebnega pogovora z Jezusom. Naša kapela je posvečena svetemu Jožefu in Marijinemu brezmadežnemu srcu. Skozi vso zgodovino reda ima sveti Jožef zelo pomembno vlogo pri vseh novih ustanovah. Sveta mati Terezija Jezusova Avilska ga je zelo častila, njemu priporočala vse gospodarske zadeve, zato je tudi svoje samostane, ki jih je na novo ustanovila, večinoma posvetila svetemu Jožefu. Sveti Jožef pa ni le priprošnik za gospodarske zadeve, sveta mati Terezija ga imenuje tudi največjega učitelja in priprošnika, učitelja notranje molitve. Ker je bila prva kapelica na gori Karmel posvečena Materi Božji, ima vsak samostan na častitljivem mestu, na posebnem mestu tudi Marija. Velik kip Marije je v avli, to je kip Karmelske Matere Božje, ki je prenešen iz starega samostana na Selu. Tukaj v kapeli pa imamo brezmadežno srce Marijino. Na sredini je naš ženin križani Jezus, star že več kot 120 let, tudi prinešen iz starega samostana na Selu. To je lep spomin, ki nas povezuje s koreninami slovenskega Karmela. Zdaj pa lahko že malo kaj v zgodovini povem. Kar izvolite. V Sloveniji ima že kar dolgo tradicijo. V svoji 120-letni zgodovini je doživljal zelo različne čase, velike preizkušnje, zgodovina je izjemno pestra. Leta 1884 je mlado dekle iz Ljubljane, to je bila Kristina Bernard, želela vstopiti v samostan na Dunaj. Tam so jo sestre ljubeznivo sprejele, vendar pa se je sčasoma pokazalo, da zaradi njenega slabega zdravstvenega stanja ne bo mogoče, da se vključi v redovno družino, zato so jo prej kot v enem letu odpustili. Zelo žalostna se je iz Dunajskega Karmela vračala domov in se na poti ustavila v Graškem Karmelu. Tam je priorici Alberti potožila svojo stisko. Razumna mati pa jo je opogumila, naj nikar ne obupuje, da je tudi te njene korake vodila Božja previdnost in naj po zgledu, kakor ga je videla na Dunaju in tukaj v Gradcu, ustanovi nov Karmel v Ljubljani. Kristini se je ta ideja zdela dobra, čutila je, da je to Božji klic in zares je v 5 letih s pomočjo dobrih ljudi, tudi svojih sorodnikov, bila je iz zelo plemenite družine, edinka, je v 5 letih zgradila lep samostan na Selu. V ta samostan ni mogla vstopiti kot sestra, ker je bila slabotnega zdravja, pač pa je v njem živela kot ustanoviteljica vse do svoje smrti. To pomeni, da ni nosila redovne obleke, da je bila v samostanu kot laikinja v civilu. Torej, slovenski Karmel je zaživel pravno leta 1889, ko so se tukaj zbrale nekaj sester je prišlo iz Dunaja in nekaj iz Gradca.
Po vsej skromnosti so na Selju v Mostah, v današnjih Mostah pri Ljubljani, opravljale svojo službo molitve in darovanja za cerkev, za duhovnike. Prvo vojno so preživele nekako v zatišju, tudi drugo svetovno vojno so jim oblasti prizanašale, pač pa je prišlo do usodnega udarca leta 1948, ko je bil samostan razpuščen. Kot toliko drugih v tem času. Tako so leta 1948 sestre mogle prav na hitro zapustiti samostan. Večina sester je ostala zvesta svojemu poklicu, prosile so za dovoljenja za izhod iz domovine, sprejeli so jih karmeli glavnem v Avstriji, na Dunaju, v Grazu, v Linzu. Tako so sestre živele svoje redovno življenje v tujini, nekatere pa so se v domovini zaposlile po raznih podjetjih, nekatere so začasno odšle domov. Vse so si želele nadaljevati svoje redovno življenje takoj, ko bo to mogoče. To obdobje je bilo zelo boleče, vendar pa je Bog iz tega trpljenja spet izpeljal veliko dobrih stvari. Sestre so nenehno molile za duhovnike, za škofe v domovini, ki so zelo trpeli zaradi različnih preganjanj, zasliševanj. Leta 1967 pa so se prve 3 sestre vrnile za nekaj časa kar na škofijo, tam so preživele 3 mesece in medtem iskale primeren kraj, kjer bi mogle zgraditi nov samostan oziroma se vsaj začasno vseliti. Vselile so se v zapuščeno gospodarsko poslopje v Mengšu, tam jim je gospod Babič podaril to gospodarsko poslopje, ki so ga sčasoma lepo preuredile v samostan. To je bil kot mali Betlehem. Najprej so prišle 3 sestre iz tujine. Sčasoma v 19 letih, ko so iskale možnost za gradnjo novega samostana in je bil tudi dograjen ta samostan v Sori, se nas je nabralo kar veliko novih poklicev, tako da nas je iz Mengša prišlo sem v Soro 20. Ta samostan je bil blagoslovljen leta 1983, Stan je bil dograjen leta 1986, bil je prvi samostan, ki je bil na novo zgrajen v povojnem času. Blagoslovil ga je sedaj že pokojni gospod nadškof Alojzij Šuštar, ki je ves čas za sestre zelo očetovsko skrbel, kakor že prej njegov predhodnik Pogačnik. Tukaj v samostanu smo začele spet normalno redovno življenje. Letos smo praznovali že 21 let, odkar na tem kraju slavimo Boga in molimo za vse potrebe cerkve. Lep pozdrav vsem gledalcem. Moje ime je sestra Mirjam.
prihajam iz Bleda, tukaj v samostanu Sora pa sem že 7 let. Rada bi vam povedala nekaj o vrednotah redovnega življenja danes. In za začetek se mi zdi najbolj primerno, da se malo dotaknemo tega, kaj odločitev za redovni poklic pomeni za današnjega človeka. Spremljajo ga različni odzivi, tako strani domačih kot prijateljev in znancev. Neredko se zgodi, da postane kamen spotike. Redki vidijo v njem bogastvo in lepoto. Ponavadi svet deli očitke, da je Bogu posvečeno življenje nezdravo, nenaravno, celo tragično. In tudi ljudje dobre volje imajo za plemenito, če se kdo vas posveti poklicnemu delu, kot je poučevanje, raziskovanje, služba v zdravstvu. Če pa nekdo želi vstopiti v klavzurni samostan, to komentira kot kapitulacijo pred odgovornostjo življenja. Tisti, ki živimo kot redovniki, redovnice, vemo, da to ne drži in da je nasprotno redovništvo nekaj zelo celovitega, lepega in radostnega. Je nov način življenja, ko ljubimo bolj resnično, bolj velikodušno, kakor prej, se nas zato usposablja povezano z Jezusom in Marijo. In če si ogledamo nekatere bistvene vrednote življenja redovnice, bi rada povedala, da je redovnica najprej hči cerkve. Njeno življenje služenja, darovanja, molitve jo usposablja za duhovno materinstvo in to razširja njeno srce, tako da je blizu mnogim ljudem in da je vedno odprta za potrebe cerkve. Potem redovnica je nevesta besede. Vemo, da je Marija vse besede ohranjala in premišljevala v svojem srcu. Redovnica je prerokinja za ta svet, saj kaže na to, da je Jezus njena prva izbira. Potem redovnica je tudi svobodna v Kristusu, saj jo on notranje preobraža in ji daje moč, da ni več sužnja lastne sebičnosti, napuha, lenobe in drugih nepopolnosti. Redovnica je žena, ki živi v ljubezni. Njeno srce je osvojil Božji ženin in vemo, da ko nekdo resnično ljubi, je z nedeljivo pozornostjo usmerjen na ljubljeno osebo. Zato redovnica postavlja molitev na prvo mesto v svojem življenju, ker je zaljubljena v Boga in v njegovo Božje ljudstvo. In ona se tudi vedno trudi in prizadeva, da bi vse njeno delovanje izhajalo iz kontemplacije Božjih resničnosti in iz povezanosti z Bogom, saj le v takšnem primeru nosi v sebi tisto pravo bogastvo, ki druge najbolj bogati. Redovnica je uboga romarica sredi tega sveta, ki ve, da je na poti proti večnosti nebeške domovine. Ona ve in se pogosto spominja, da na ta svet seboj ni ničesar prinesla in da z njega tudi ne bo ničesar odnesla. Potem redovnica je kakor druga Marija. Ona lahko najbolj spominja na njo, ki je v sebi uspela uskladiti dve ženski veličini, devištvo in materinstvo. In potem za konec, redovnica je žena, ki živi celovito. Morda zato, ker je njen stil življenja zelo radikalen in s tem, ko živi za obljube čistosti, uboštva in pokorščine, je sredi cerkvenega občestva bolj vpletena in vključena v velikonočno skrivnost trpljenja, smrti in vstajenja. In to vedno
skuša upravljati z močno vero, upanjem in ljubeznijo, da bi bila v vsakem trenutku svojega življenja kot pohvala Božje slave. In še nekaj o pomenu karmeličanskega poklica v cerkvi. Naš red nosi ime po gori Karmel v Sveti deželi. Malo stavka, ki jih tole nabi. Naš karmelski red nosi ime po gori Karmel v Sveti deželi. Hebrejska beseda Karmel pomeni sadovnjak, vinograd, cvetlični vrt. Karmel je gorski hrbet, ki je posejan številnimi gozdovi in podzemnimi votlinami. V 12. stoletju so iz Evrope v Sveto deželo pripotovali križarji, z njimi pa so se vkrcali tudi številni romarji. To so bili ljudje z občutkom za skrivnost Božje navzočnosti. Goro Karmel so si oni izbrali za življenjski prostor in so se naselili kot puščavniki, vsak v svoji celici, ter noč in dan premišljevali Božjo besedo in čuli v molitvi. Za zgled pa so si vzeli preroka Elija. Ti bratje so se med seboj srečevali le pri skupni sveti maši in enkrat tedensko pri duhovnem vodstvu. Vendar je že čez nekaj let papež Inocenc IV. Omilil njihov strog način življenja, tako da je dovolil, da so bratje skupno obedovali in tudi molili bogoslužne molitve v kapelici, ki so jo posvetili Devici Mariji. In ko je v Sveti deželi nastalo preganjanje strani Saracenov, so bili ponovno primorani, da se preselijo na zahod, nazaj v Evropo. Tu so srečali zopet drugačne razmere in življenjsko okolje, kar je terjalo novo prilagoditev. In ta se je nekako obdržala vse do danes in je značilnost Karmela. To pomeni usklajeno prepletanje dveh različnih načinov življenja, puščavniškega in v skupnosti. V 16. stoletju sta velik vpliv na Karmel naredila sveta Terezija iz Avile in sveti oče Janez od Križa. Živela sta v Španiji in sicer v času, ko se je v cerkvi nekako zanemarila vrednost in lepota duhovnega življenja in osebne molitve. Sveta Terezija je kot mlada redovnica veliko delala na sebi v tej smeri in sčasoma je izkusila, da je za krepkostno življenje nujno potrebna notranja premišljevalna molitev. Pridružile so se ji tudi žene in dekleta, ki jih je vodila po poti popolnosti in jih učila molitve, katero je razlagala kot prijateljski pogovor z njim, ki nas ljubi. Za Terezijo ni druge poti. Ona želi, da bi vse postale kontemplativke in da bi vsaka izmed njih postala goreč apostol. Zato je prenovljeni Karmel postavila v službo cerkve, ki je v tistem času trpela zaradi velike needinosti, zaradi razkola, hkrati pa so se pred njo odpirala tudi mnoga nova misijonska obzorja z odkritjem Amerike. Sveta Terezija in sveti Janez sta ustanovila 17 novih ženskih in 15 moških samostanov. Terezija in Janez sta bila velika molilca in neutrudna v delovanju. In če pogledamo nekoliko še zadnje stoletje, vidimo, da so iz Karmela prav tako sveteli mnogi svetniški izgledi. Če jih naštejemo samo nekaj, sveta Mala Terezija iz Lizjeja, blažena Elizabeta iz Dijona, sveta Edith Stein, potem sveta Terezija Anska, prva svetnica Južne Amerike,
Blažena Kandida, sveta Elija iz Barija, mučenke španske državljanske vojne in drugi. In prav tako je zanimivo, da so po drugem Vatikanskem koncilu ustanovitelji novih cerkvenih gibanj, kot so Chiara Lubich, Jose Maria Escriva, brat Rože, sveta Terezija iz Kalkute, prav tako črpali mnogo iz zakladnice Karmela, zlasti iz spisov svete Terezije Avilske, svetega Janeza od Križa in svete Male Terezije. In morda je temeljna naloga za Karmel danes prav ta, da skuša ohraniti avtentičnost svojega bogatega izročila ter ga razvija naprej za prihodnje rodove. Jaz sem sestra Benedikta Evharističnega Jezusa. Bi vam nekaj povedala o karmelskem škapuljerju. Za nas je škapuljer del redovne obleke. Beseda škapuljer prihaja od oblačila, ki so ga redovniki si ga nadevali pri rokodelski dejavnosti. Sedaj ima pa to predvsem duhovni pomen. Oblačilo naj bi označevalo Jezusovega učenca, ki nosi svoj vsakdanji križ. V karmelskem redu škapuljer predstavlja posebno posvetitev Mariji, materi našega Gospoda. Nadeti si škapuljer pomeni sprejeti Marijino materinsko varstvo, izročiti se v njene roke, obenem pa tudi nadeti si njene kreposti in se truditi živeti tako kot Marija, ponižna Gospodova služabnica. Ta duhovna dediščina Karmela ni omejena le na člane reda. Ko je Marija v videnju izročila škapuljer generalu reda svetemu Simonu Štoku, mu je rekla: vsak, kdor pobožno umre oblečen v to oblačilo, bo zveličan. Zato poleg škapuljerja kot redovne obleke poznamo tudi mali škapuljer, ki predstavlja duhovno povezanost s karmelskim redom. Kakor redovna obleka karmeličanov je tudi škapuljer rjave barve. To sta 2 kvadratna kosa blaga, eden je okrašen s podobo karmelske Matere Božje, drugi s podobo presvetega srca Jezusovega. Med seboj sta povezana z 2 trakovoma in jo nosimo čez ramena, na prsih in na hrbtu. Namesto tega se lahko uporablja tudi svetinica z istima simboloma. Zaradi Marijine obljube, da bo varovala pred peklom vse, ki bodo pobožno nosili škapuljer, se je ta pobožnost zelo razširila med ljudstvom. Vendar škapuljer ni nek magični predmet, ni amulet, ki bi sam po sebi varoval pred zlom in prinašal srečo. Škapuljer je predvsem znamenje. Znamenje, ki nas povezuje z Marijo, znamenje njene naklonjenosti, znamenje, ki je hkrati dar in naloga. Znamenje škapuljerja nam govori, da nas Marija spremlja, da nas varuje in nam pomaga. Po drugi strani pa nas to znamenje spodbuja, naj tudi mi posnemamo Marijo in se ji izročamo. Dolžnosti tistih, ki nosijo škapuljer, so živeti v skladu z Božjimi zapovedmi, prejemati zakramente in posebej častiti Marijo. To se naj izrazi s tem, da vsak dan zmolimo vsaj 3 zdrave Marije, ob sobotah pa se priporoča molitev Pozdravljena kraljica. To so dolžnosti, ki same po sebi pomenijo pot svetosti. Škapuljer podeli duhovnik po posebnem obredu
In vsi, ki ga prejmejo, so člani karmelske ali škapulirske bratovščine. Pred drugo svetovno vojno so bile takšne bratovščine po nekaterih župnijah zelo žive in številne. Kasneje se je to marsikje opustilo in skoraj pozabilo. Leta 2001 je karmelski red praznoval 750-letnico škapulirja in tedaj je tudi v našem samostanu na novo zaživela škapulirska bratovščina, ki se ji vsako leto na praznik Karmelske Matere Božje pridružijo novi člani. Ob 750-letnici škapulirja je tedanji papež Janez Pavel II. Napisal posebno pismo, kjer je to obletnico označil kot priložnost za poglobitev marijanske duhovnosti Karmela. Saj je za člane karmelske družine Marija ne samo posnemanja vreden zgled, marveč tudi stalno navzoča mati in sestra, kateri smemo zaupati. Znamenje škapulirja je sinteza marijanske duhovnosti, ki nahranja pobožnost vernikov in jih napravlja sprejemljive za navzočnost Marije v njihovem življenju. Kdor sprejme škapulir, izkuša nežno in materinsko Marijino navzočnost v vsakdanjem prizadevanju, da bi si notranje nadel Jezusa Kristusa ter ga kot živega izpričeval v blagor cerkve in vsega človeštva, tako pravi besedilo obreda ob nadetju škapulirja. Papež nadaljuje svojo misel, da škapulir spominja na dve resnici. Na eni strani stalno varstvo Device Marije, pa ne le na naši življenjski poti, ampak tudi na prehodu v polnost večne slave. Na drugi strani pa zavest, da se češčenje Device Marije ne sme omejevati na molitve njej v čast, ampak mora postati stalna naravnanost osebnega krščanskega življenja. Marija je vedno z nami. Želi nas kot svoje otroke voditi vedno bliže k Jezusu. Zato nam je ponudila znamenje škapulirja, da bi nas spominjalo njenega varstva in naše naloge. Škapulir je tudi znamenje veselja, da smo v Marijinem varstvu, da ona spremlja naše korake na poti življenja in še posebej na prehodu v večno domovino. Sedaj vas vabim, da si pogledamo, kako poteka delovni dan v našem samostanu. Dnevni red imamo razdeljen na številne manjše enote, vendar v grobem nekako velja 8 ur molitve, 8 ur dela in 8 ur počitka. Sestre v Karmelu živimo na omejenem prostoru, ki se imenuje klavzura. To pomeni, da ne hodimo ven, ampak vse svoje aktivnosti opravljamo znotraj tega prostora. Če podrobneje pogledamo dnevni red, vidimo, da se dan začne 20 minut čez 5. uro zjutraj.
Takrat sestre vstanemo in 15 minut do 6 se zberemo v kapeli in začnemo z molitvijo hvalnic. Od 6 do 7 imamo jutranje premišljevanje, 6:50 pa sveto mašo. Po sveti maši je dopoldanska dnevna molitvena ura, nato pa sledi zajtrk, po zajtrku pa sestre odidemo vsaka k svojemu delu, tiste sestre, ki so v času vzgoje, pa imajo noviciatski pouk. 15 minut čez 11 se sestre zopet zberemo v kapeli k opoldanski dnevni molitveni uri. Potem imamo kosilo in po kosilu sledi čas rekreacije. Ljudje nas velikokrat vprašajo, kaj pa pomeni pri vas rekreacija. Če kaj telovadimo, nas vprašajo. Vendar rekreacija za nas pomeni, da se sestre zberemo v nekem skupnem prostoru in ta čas posvetimo pogovoru, si povemo novice, se razvedrimo, tako da potem zopet lahko z večjo zbranostjo nadaljujemo vse svoje delo, ki je pred nami. 15 čez 1 imamo prosto uro in 15 čez 2 popoldan začnemo z duhovnim branjem, ki ga vsaka sestra opravi sama. 15 čez 3 se zopet zberemo v kapeli in molimo popoldansko molitveno uro in po njej gre zopet vsaka k svojemu delu. Ob 4:30 začnemo z molitvijo rožnega venca, od 5 do 6 pa je zopet ura večerne premišljevalne molitve. Ob 6 so večernice, po večernicah pa večerja. In po večerji imamo zopet čas rekreacije. 15 do 8 se zberemo k molitvi sklepnic in od takrat naprej velja strogi molk do jutranjih hvalnic naslednjega dne. Potem imamo prosto uro, ob 9 zvečer pa se zadnjič zberemo v kapeli in imamo molitev bogoslužnega branja. Sestre se odpravimo k počitku nekje okrog 10. ure zvečer. Dela, ki jih opravljamo v samostanu, so zelo različna. Najprej gre preprosto za vsakdanja gospodinjska opravila, kot so pranje perila, likanje, čiščenje prostorov, kuhanje, sprejem in postrežba obiskovalcev. In po zgledu nazareške družine, ki si je s trudom lastnih rok zagotavljala vse potrebno za življenje, sestre pečemo tudi hostije ter krasimo sveče za krst, poroko in druge priložnosti. Imamo tudi vrt, nekaj sadovnjaka, čebele. Vidimo, da tako vsak naš dan se zaključuje kot neka celota, saj je bila sveta mati Terezija znana po tem, da je bila zelo dobra poznavalka ženske narave in je ravno zaradi tega razdelila dan tako dinamično v številne manjše enote. Sedaj bi vas pa sestra vprašal, kako pravzaprav Kamničanka pride do svojih obljub, večnih zaobljub. Verjetno obstaja ena priprava. Da, prav ste povedali. Na začetku posvetitve za redovno življenje je klic Boga, ki ne pomeni drugega kot ljubezen, katero ponuja človeku Bog, ki ga kliče. Ta ljubezen je povsem nesebična, je osebna in edinstvena. Človeka se tako polasti, da ne pripada več samemu sebi, ampak Kristusu. In to se spremeni v trdno vez. Poklicanost k redovnemu življenju, zlasti kontemplativnemu, kamor spada Karmel, je skrivnost. Vedno je delo Svetega Duha.
Zato mladi ženi, ki se zanima za bivanje z nami, dajemo možnost spoznati življenje Karmela z bivanjem v klauzuri. To prvo razdobje, ki zajema prve stike kandidatinje s Karmelom, naj bi pomagalo sprejeti odločitev, da tvega življenje v Karmelu. Ko kandidatinja odgovori na Božji klic in vstopi, se zanjo začne čas postulature. Cilj postulature je priprava na noviciat, to je na začetek redovnega življenja. Določa ga tudi potreba njene osebne prilagoditve novim življenjskim razmeram, pridružitve skupnosti in zlasti podpiranje zorenja za odločitev. Običajno je čas trajanja 1 leto. Noviciat je tisti pravi začetek redovnega življenja. Odpira dostop do karmelske izkušnje v puščavi majhne sestrske skupnosti. Noviciat je čas, v katerem se položi temelji za kontemplativno življenje. K temu spada praktično življenje in poznavanje naše duhovnosti. V času noviciata naj bi nastala živa povezava med molitveno izkušnjo novinke in našimi karmelskimi svetniki, ki postanejo na poseben način vzorniki in sopotniki. Čas trajanja noviciata je 2 leti in po končanem noviciatu novinka naredi prve zaobljube. Sestra se v tem času zaveže za izpolnjevanje evangeljskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine. Uči se jih poglabljati in ohranjati v resničnosti vsakdanjika. To obdobje traja 3 leta. Prvi 2 leti po začasnih zaobljubah pripada mlada sestra še vedno noviciatski skupnosti pod vodstvom učiteljice novink. V zadnjem letu pa se novinka poslovi od noviciata in v tem letu naj bi se sestra polagoma vključila v življenje skupnosti. Če se sestra odloči za izpoved slovesnih zaobljub in tudi skupnost pritrdi tej njeni odločitvi, potem se sme za vso večnost podariti Bogu in karmelski skupnosti. Od zdaj naprej vnema svet z ognjem Bogu darovane ljubezni in resnice. To dela kakor atomski fizik, ki prižge raketo od daleč. Sestra, sedaj bi vas pa še eno svoje osebno vprašanje vprašal. Pravzaprav molitev je tista, ki nas dejansko poveže. In na drugi strani, če pogledamo, kakšen je pa tisti način, da mladi človek v svojem rastosti, mladosti sliši Božji klic. Verjetno vsak na svoj način. In Bog, tista ljubezen je tista, ki vedno bdi nad nami, da tudi las ne pade iz glave. In kako pravzaprav nas ta Bog dejansko kliče? Ja, želela bi, da bi bilo vsakemu mlademu dano, da bi se mogel in želel postaviti pred dobroto nebeškega Očeta in v molitvi prositi za tisto luč, ki bi mu pokazala, kaj je njegov življenjski poklic, kjer bi izpolnil svojo življenjsko nalogo in bil najbolj srečen. Žal se danes zamenjujeta 2 besedi, poklic in kariera. Z mladimi bi se bilo treba jasneje pogovarjati o tem in povedati, da na primer kariera ni tisto, kar bistveno zaznamuje življenje, ker je le neka predanost službi, ki jo je pač treba opraviti in se v življenju lahko večkrat zamenja. Kariera v sebi ne vključuje osebne podaritve drugi osebi, pač pa le neki inštituciji, zato pogosto tukaj ostaja človeku praznina in osamljenost, ki se slej ali prej pokaže. Nasprotno pa gre pri poklicu za pot življenja. Gre za odgovor na klic ljubezni, na predanost tisti osebi, ki jo vzljubimo za celo življenje. Če je to Bog,
se oseba posveti njemu in vstopi v redovniški, duhovniški ali misijonski poklic. Če je to oseba nasprotnega spola, se ustvari družina. Velika pridobitev za mladega moža in ženo je, če je odprt za navdihe srca, kjer se rojeva povabilo k popolnemu darovanju samega sebe, neki drugi osebi in sicer v skladu z Božjim načrtom. Zahvaljujem se vam za te lepe misli in Bog povrni. Hvala tudi vam. Današnji psalem pri sveti maši, blagor njim, ki prebivajo v Gospodovi hiši, me je spomnil na velik dar, da smemo živeti z Jezusom pod isto streho. Sestre se vsak dan 7-krat zberemo ob tabernaklju za molitev. Tu se vsak dan daruje sveta maša. Vsako jutro in vsak večer smemo biti 1 uro v tišini pred Jezusom. To so milosti, ki niso le za nas same. To so milosti za vso cerkev. Zato z veseljem vključujemo v svojo molitev vse potrebe cerkve, molimo po namenih svetega očeta, spremljamo delo duhovnikov, misionarjev, vseh, ki delajo za rast Božjega kraljestva in molimo za vse ljudi, da bi bili odprti za Božjo milost. Pred Jezusa prinašamo vse težave, vse veselje in upanje, skrbi in žalosti mnogih, ki nas prosijo za molitev. Tako v molitvi objemamo nebo in zemljo, velike probleme sveta in vsakdanje stiske vsakega človeka. Tudi ta oddaja nas je na nek način povezala in kadarkoli vam je kaj težko, pa tudi kadar doživljate veselje, se spomnite, da sestre pred Jezusom molimo za vas. Molitev nas povezuje v eno družino Božjih otrok, saj v molitvi vsi pravimo Bogu, Oče naš. Bogu hvala za milost, da smemo biti z njim in tudi vam vsem in predvsem našim sestram in vsej skupnosti za to milost, da smemo biti skupaj. Bogu hvala vsem sestram karmeličankam za sodelovanje in želim vam obilo Božje milosti. Iz srca se zahvaljujem svojem imenu in v imenu naših gledalcev, Materi Prednici, da so smeli pobliže spoznati življenje v samostanu v Sori. Pokloni za vaše besede in misli. Naj vam bo Bog bogat plačnik in verjamem, da bomo duhovno povezani v molitvi vsi skupaj. Spoštovane gledalke in gledalci, povabim vas na spletno stran karmeličank. To je karmeličanke.rkc.si in če morda katero punco zanima še kaj več, jih tudi lahko pokličete na telefon ali jim pišete na elektronski naslov karmel.sora@rkc.si. Mir in vse dobro želim vsem našim gledalcem. Nasvidenje z Bogom.